Petkova, centrifuga. Kako že gre tisti pregovor? Povsod je lepo, no, v vsakem primeru ga velja prilagoditi trenutnim potrebam in aktualnemu dogajanju. Marsikje je grdo in doma niti ni najgrše. Pregled tedna tako tudi tokrat začenjamo na Bližnjem vzhodu. Najprej Palestina. Izrael z rednimi kršitvami premirja, v bombnih napadih in obstreljevanjih v ruševinah kopiči množice človeških trupel. Statistika Organizacije združenih narodov kaže, da približno 70% umrlih v izraelskih napadih na civilne objekte v Palestini predstavljajo otroci in ženske. Razmere so tam, predvsem zaradi uničene infrastrukture in načrtnih blokad humanitarne pomoči, tako hude, da obupane, shirane civiliste, tudi med temi so najlažje tarče na tleh speči otroci, pri živem telesu je do podgane. Močno so se, kot smo izvedeli v televizijskem dnevniku, razmnožili tudi ščurki. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da škodljivci ogrožajo že več kot 80% območij, kjer živijo razseljene družine. Od začetka premirja, ki so ga razglasili oktobra lani, je izraelska vojska ubila najmanj 800 ljudi. Do zanesljivo točnih statistik o tem, koliko jih je še umrlo ali jih umira zaradi lakote, poškodb in okužb ali bolezni, ki so posledica izraelske okupacije Palestine, se je nemogoče dokopati. Kak samooklicani skrbnik za negovanje idealov uravnoteženosti in objektivnosti v slovenskem novinarstvu, vlada v nastajanju jih premore ogromno, bi in bo, glede na dozdajšnje signale, to, kar smo pravkar povedali, označil za izrazito subjektiven, pristranski pogled na dogajanje v Palestini. Zato bodimo uravnoteženi in poglejmo na zadevo še z drugega konca. V kršitvah premirja so bili od oktobra lani, torej v istem obdobju, ubiti tudi 4 izraelski vojaki. Mimogrede, tudi v Libanonu, kjer Izrael prostodušno nadaljuje s kršitvami premirja, od novembra predlani, ko je bilo sklenjeno, ga je po podatkih Združenih narodov prekršil nič manj kot 10.000-krat, je razmerje žrtev na strani agresorjev in na strani napadenih vsaj 1:100, po nekaterih podatkih celo več 100. Novo dno človečnosti oziroma nov vrhunec v ostudnem naslajanju nad lastnim nasiljem, ki ga v 21. stoletju izvajajo potomci žrtev najhujšega nasilja 20. stoletja, je ta teden dosegel izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir, ki se je ob svojem 50. rojstnem dnevu prav otroško razveselil torte z motivom zlate zanke oziroma vislic s pripisom "Včasih se sanje uresničijo". Pripis naj bi se nanašal na zakon o izvajanju smrtne kazni nad palestinskimi ujetniki, ki ga je izraelski parlament sprejel konec marca. Izraelska karavana genocida gre torej dalje. Lahkih nog in celo s širokim nasmehom. Laježa, se zdi, je vse manj. Pa vendar nekaj. Namesto evrovizijskega blišča bodo letos na televiziji Slovenija odmevali glasovi Palestine. Slovenija skupaj z Irsko, Španijo, Nizozemsko in Islandijo zaradi sodelovanja Izraela letošnji izbor pesmi Evrovizije bojkotira. A ja, ta teden je bil tudi Svetovni dan svobode medijev. O njej in novem valu političnih napadov na Radiotelevizijo Slovenija kdaj drugič. Sodeč po napovedih o odpravi obveznega RTV prispevka, ki jo zagovarjajo največja stranka nastajajoče koalicije in več njenih trojanskih konjev, strank, ki so pred volitvami obljubljale drugačno politiko in ali celo overjale svoje izjave o tem, da z večnim šefom SDS-a ne bodo sodelovale, nato pa ob prvi priložnosti izdale svoje volivce, že zelo kmalu. Glede na izkušnje z vsemi 3 dozdajšnjimi vladami Janeza Janše lahko poleg onemogočanja delovanja neodvisnih medijev, groženj novinarjem in podobno, računamo tudi z morebitnimi drugimi poskusi omejevanja svobode izražanja. Glede na očitne simpatije med Slovensko demokratsko stranko in izraelskim režimom, o katerih zgovorno pričajo denimo kontinuirani napadi evropskega poslanca Branka Grimsa na enega bolj izpostavljenih kritikov Izraela, španskega premierja Pedra Sancheza, pa denimo nedavne objave vplivnega izraelskega podjetnika Elija Davida, v katerih se na družbenem omrežju X veseli Janše na položaju premierja Slovenije, ker da bo ta, navajam, razveljavil priznanje Palestine, pa glede na še kaj v zvezi s to trdno navezo,
tezo, realno ne moremo izključiti možnosti, da bi nova oblast uzakonila tudi prepoved javnega opozarjanja na genocid v Palestini. Zamaskirano v kakšen zakon o preprečevanju terorizma ali pa širjenja antisemitizma, kot se je zgodilo v Nemčiji in Združenem kraljestvu. Še preden smo namreč uradno dobili novo vlado, smo prejeli jasen signal o tem, kakšno politiko namerava izvajati, pa tudi o tem, kako namerava to početi. Interventni zakon po vzoru Trumpovega, tako imenovanega Big Beautiful Billa, ki posega v najmanj 10 drugih zakonov in ki je pravkar dobil zeleno luč nove koalicije, naj bi po besedah odhajajočega ministra za finance povzročil ogromno škodo. Povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju, bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost. Nekateri najverjetnejšemu bodočemu mandatarju Janezu Janši pripisujejo izvrstne strateške sposobnosti. Velja za človeka, ki je sposoben videti več korakov v prihodnost. Tako se morda katastrofični opisi stanja državne blagajne, predvsem pa razmer v gospodarstvu, s katerimi so v njegovi stranki skozi svoja propagandna trobila mesece strašili Slovenijo, že nanašajo na skorajšnje posledice interventnega zakona, ki ga sprejema nova koalicija. Na trenutno stanje se namreč glede na pravkar objavljeno poročilo Ajpesa, Agencije za javnopravne evidence in storitve, zelo težko. Statistika lanskega poslovanja slovenskih podjetij v primerjavi s predlanskim kaže večje neto dobičke v vseh dejavnostih. Skupno beleži za več kot 7 milijard čistega dobička. Dohodki samostojnih podjetnikov, ki jih je bilo lani skoraj 1000 več kot leto prej, so se povečali za 15%. A za dejstva in resnico, ta meh, s katerim prva vrsta tistih pri koritu že ravna natanko tako, kot bi od nje pregovorno pričakovali, je zdaj že prepozno. Zakon je dobil zeleno luč. Po hitrem postopku in ob vehementni ignoranci številnih pomislekov pravne stroke, predvsem pa brez dialoga s strokovno javnostjo in celo ob onemogočeni razpravi poslancev o njem, saj so novi vladajoči opoziciji možnost komentiranja omejili na največ 5 minut. Nekateri predstavniki opozicije so ogorčeni to potezo že označili za začetek diktature. So nas utišali, še preden bi sploh začeli razpravljati. Smo v tem hramu demokracije priča koncu parlamentarne kulture. Predstavniki prihajajoče oblasti pa vidno zadovoljni sami seboj in svojo novo vlogo. Če nimate kaj pametnega povedati, v 5 minutah tudi v pol ure ne boste. Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokih. Kdo točno so ti s škarjami in platnom v rokah, se sicer skozi gosto meglo, v kateri je nastala nova vlada, uradno še ne vidi. Glede na to, da se stranka Resnica razglaša za stranko opozicije, medtem ko njeni poslanci že kažejo, da znajo pridno delovati tudi kot del glasovalnega stroja nove koalicije, je del opozicije, to je dejanske opozicije, ugibal o tem, ali poslanci Resnice morda svojega trojanskega konja sploh ne nameravajo razsedlati. Najglasnejši so bili v stranki Levica. Kot vemo, je parlamentarna praksa zadnjih 35 let vedno, brez izjeme, da opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo. Verjetno bo najpomembnejši boj v Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, ker bodo z večino v tej komisiji poskušali spodbijati vse ugotovitve glede in preiskave glede afere Black Cube. Tako Luka Mesec, čeprav je predsednik Resnice Zoran Stevanović že v sredo sporočil, da v omenjenih nadzornih odborih ne bodo imeli mest, čež da to potrjuje tudi predlog razvrstitve teh položajev, ki so ga že objavili. Ja, če na papirju piše, črno na belem, najbrž res ni razloga, da mu ne bi verjeli. Tudi nekateri njegovi strankarski kolegi mirijo, da poslanci Resnice teh nadzornih organov ne bodo prevzemali. No, če bi jih pa že, pa konec koncev tudi ne bi bil konec sveta, ali? Sam osebno v odborih, če bom v teh odborih ne bom
preprečeval raziskavo oziroma da se vidi, da se vse razišče. Kakšna bo dejanska sestava teh delovnih teles, bo, kljub temu, da so na kolegiju predsednika Državnega zbora potrdili predlog razreza, zagotovo znano šele po oziroma na ustanovni seji nove vlade. Če je slučajno kdo prepričan, da so možnosti za to, da bi katerega od najbolj kontroverznih res prevzela resnica, zelo majhne ali celo nične, saj bi s tako potezo resnica zapravila svoj politični kapital in ugled, se lahko najprej vpraša, kakšen kapital in kakšen ugled. Potem pa pogleda še na ono stran luže, kjer so sicer po časovni razliki res nekaj ur za nami, po napredku proti cilju popolne avtokratske distopije pa nekaj let pred nami. Tam vladajoči režim sposobnost brezsramnega zavajanja in laganja javnosti, po možnosti z užitkom, pri svojih aparatčikih izjemno ceni. Tam je presvitli cesar, katerega genialnost in nezmotljivost sta celo znanstvenikom nerazložljivi, tako da ga, kot se sam rad pohvali, vse pogosteje vabijo na opravljanje testov osnovnih kognitivnih sposobnosti, prav na podlagi tega odločujočega kriterija pod seboj uspešno strnil ubrani zbor brezpogojno poslušnih podrepnikov. Te dni smo tako lahko, osuplo ali pač resignirano, spremljali javna zaslišanja v ameriškem senatu, v katerih se Trumpovi kandidati za vrhovne sodnike konsistentno in prozorno izmikajo odgovoru na vprašanje, kdo je zmagal na volitvah 2020. Resnice v strahu pred avtokratskim šefom ne upajo na glas izreči. Kako resno Trump misli s svojimi idejami o tretjem mandatu, kar bi bilo seveda v grobem nasprotju z ameriško ustavo, ampak seveda tudi pa kaj potem, je težko reči. Vemo pa, da je uničujoča vladavina Viktorja Orbana na sosednjem Madžarskem trajala kar 16 let. In vemo, da je Slovenija šele na začetku te mučne poti. Pa srečno, želiva tonski mojster Franci Moder in avtor besedila Mitja Peček. Petkova, centrifuga.